V hinduizmu velja, da je duša vir zavesti. Atma, duša, je večna in nespremenljiva. Spreminja se samo njeno telo, ki je le začasno. Zato hinduizem ne govori o smrti, pač pa o prehodu duše iz enega stanja v drugo. Tako tudi v primeru nasilne smrti ali denimo samomora, takšnega dejanja ne vidi kot konec življenja. Če gremo malo bolj globje, v resnici samomora sploh ne moremo nikoli narediti, ne? Kajti mi smo duša, večna duša, ki prebiva v tem srcu in duhovne energije, duhovnega bitja ne moreš ubiti, ne? Lahko pobiješ to telo je nekakšna obleka okoli duše, ki jo v trenutku smrti odvržemo in duša gre naprej v naslednje telo. Se pravi, mi kot oseba smo vedno živi, smo večni, neskončni. Ne? Ampak ljudje pa, ki so v stiski, ki ne vidijo več rešitve, smisla življenja, ki si želijo neke težave izogniti, lahko tako rečemo, stiske, jim je preveč vsega, pa lahko pomislijo, da bi to stisko končali na ta način, da ubijo sebe. Dejansko ubijamo pač svoje telo. In zdaj vprašanje, ali je to rešitev. Kajti nekako se zdi logično, ne? Dokler sem živ in če trpim, ne? In to trpljenje lahko rešim tako, da sem mrtev in me ni in je konec vseh težav. Ne? Taka nekako preprosto razmišljanje. Moram povedati, da temu ni tako, da v skladu z vedami, s karmo, reinkarnacijo, se oseba, ki je recimo stara 20 let in naredi samomor, ubije svoje telo, ta duša potem gre ven iz telesa in ne nadaljuje svoje poti v naslednje telo, ampak živi kot duh, poznamo, duhovi, ne? Na tem svetu toliko časa, koliko mu je bilo po karmi namenjeno, da bo živel. Delež od tega, da si se izognil tem težavam, vse te travme, ki jih je človek doživljal, zaradi katerih je naredil samomor, bo mogel znova podoživljati. Se pravi, v resnici bo ta beg ni rešitev, samomor ni rešitev, ampak je še občutno poslabšanje življenja. Zato, ker duh kot tak, se pravi, duša, ki ima samo to subtilno, astralno telo, nima več grobega telesa, nima več čutil, rok, nog, oči in tega in ne more delovati. Lahko samo čuti, trpi, ne more pa vplivati na situacijo. In s tem ko smo izgubili svoje telo, smo izgubili možnost, da vplivamo na ta problem. In mogoče duh poskuša vplivati, hoče nekaj reči, pa ga mene sliši. Grozna situacija. Če se pa to že zgodi in če vemo za nekoga, ki je to storil, ali mu lahko kakorkoli pomagamo? Ja, ponavadi ta oseba je v strašni stiski, ko gre duša ven iz telesa, v primeru, da umre nasilne smrti, bodi si, da ga kdo ubije, bodi si, da sam sebe ubije, v strašni stiski, v strašni travmi, zmedena, ne ve, kaj se dogaja. In v tem primeru mu kljub vsemu, da ga morda običajno ne slišimo, pa da on pa poskuša priti z nami v stik. Sem prepričan in vem, da ima veliko Slovencev to izkušnjo z svojimi predniki, da tako rečem, da ni to še zdaleč toliko neobičajno, kot bi se mogoče nam zdelo na prvi pogled. In te duše nam probajo dati signal, nek namig, običajno ga ne slišimo, lahko pa tudi. Pomaga, sploh v primeru samomora, pomaga molitev. Mi v našem primeru pojemo pač sveta imena Krišne, Hare Krišna, Rama, sveta imena, vsaka tradicija ima svoje metode, kako pomagati tej osebi. Se pravi, to zelo pomaga. Obstajajo tudi posebni obredi, ki pomagajo, da se ta duša lahko čim prej utelesi. In to je pravzaprav dolžnost svojcev, da probajo taki duši pomagati, kljub temu, da ni več med njimi. Če je na eni strani
samomor res radikalno slaba smrt, če lahko tako poenostavljeno rečeva, kaj je potem na drugi strani, kaj je dobra smrt? Tako bom rekel, v bistvu je smrt samo prehod, kot greš iz ene sobe skozi vrata v drugo sobo. Smrt je pravzaprav matura, zrelostni izpit našega celotnega življenja, ki ga lahko pravimo dobro ali slabo. V trenutku smrti se vse naše dogodke, aktivnosti, da rečem, pojavijo v našem umu. Vse, kar smo si želeli, mislili, razmišljali, in od tega je odvisna pol naša naslednja pot. Ne? In če v trenutku smrti se spomnimo Boga, pojmo njegove sveta imena, potem je to dobra smrt. Še enkrat poudarjam, smrti v resnici itak ni. Ne, to je, se govorimo samo o smrti telesa. Mi smo večni, neskončni in to srečo, ki si jo želimo, ljubezen, lahko dosežemo, imamo pravico do nje, samo moramo svojo pozornost pač usmeriti na duhovne stvari in na materialne samo toliko, koliko je nujno potrebno za preživetje, ne več. In v tem primeru bomo v trenutku, ko bomo zapuščali ta svet in bomo ga vsi enkrat, ga zapustili z veseljem, srečo. In v naših tradicijah, ko nekdo zapušča ta svet, se vsi zberemo okoli te osebe, se poje na glas, intenzivno, po več ur ali pa dni, odvisno koliko traja to umiranje, in ta duša gre iz tega sveta ne sfrustrirana, depresivna, jezna, žalostna. To so vse občutki, ki se znajo poroditi pred smrtjo, ampak blažena. In to je v bistvu čudovita smrt, ki so jo mnogi naši verniki izkušali zdaj in včasih. In to je nekaj, kar bi zaželel vsakemu, da to doživi.